Toliko z moje strani. Še enkrat torej dobrodošli in jaz kar predlagam, da začnemo s prvo predstavitvijo. In sicer pravzaprav vse tri predstavitve v tem prvem delu do odmora se tičejo travišč oziroma ukrepov na traviščih. Tako da prva bo pričela dr. Tatjana Čelik iz Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija, in sicer s predstavitvijo predlog prenove ukrepov za ohranjanje biotske pestrosti travišč. Tako da, Tatjana, te kar prosim, da deliš z nami zaslon, pa pričneš. Hvala, Tanja. Se vidi? Okej. Se vidim. Okej. Tanja je že napovedala, najprej lep pozdrav vsem. Tanja je že napovedala naslov naše današnje predstavitve. Pač na Biološkem inštitutu ZRC SAZU smo se odločili, da bi predstavili naš pogled na pristope, ki bi bili mogoče v bodoči SKP primerni za izboljšanje stanja biotske pestrosti travišč. To pač zato, ker na podlagi naših dolgoletnih raziskav, izkušenj, tako na botaničnem področju, fitocenologiji in ekologiji metuljev, smo pridobili neke nove poglede in znanja in testiramo neke nove, v okviru naših raziskav tudi nove stvari, na podlagi katerih bi lahko prispevali morebiti k boljši zastavljenosti ukrepov v bodoči SKP. Seveda vsem nam znano je osnovno izhodišče problema, ki se pojavlja pri upadanju biotske pestrosti travišč, in iz tega problema bom danes izhajala v tej predstavitvi. To je, da obstoječi kmetijsko-okoljski ukrepi so neučinkoviti in neustrezni za uresničevanje cilja ohranjanja biotske in krajinske pestrosti v kmetijski krajini. Zakaj? Naš vidik je, da so te ukrepi predvsem na treh nivojih neustrezni, na vsebinski, prostorski in organizacijski. Izpostavila bom samo nekaj ključnih pomanjkljivosti. Na nivoju vsebinske neustreznosti je zagotovo ključna pomanjkljivost ta, da ukrepi niso ciljno definirani, kar pomeni, da niso definirani za različne tipe travišč, ki bi naj bili ciljni v posameznem območju. Poleg tega obstoječi ukrepi dopuščajo kmetijske prakse, ki zelo negativno vplivajo na stanje biotske pestrosti. To so od gnojenja, paše, siliranja, baliranja, mulčenja, izsuševanja in tako naprej so našteti tle na prosojnici. Potem na nivoju prostorske neustreznosti bi izpostavila tri stvari. Predvsem to, da v potencialnih območjih izvajanja ukrepov so te prisotni lahko izjemno različni tipi travišč in te potencialna območja izvajanja ukrepov so neustrezno definirani glede na obseg travišč, ki jih imamo v Sloveniji. Najbolj evidenten primer je na KOP ukrepu Stelniki, kjer je v obstoječem programu upravljanja Natura območij za celotno Slovenijo definiranih oziroma je ciljna vrednost za Stelnike le 77 hektarov v 4 majhnih območjih. Vsi vemo, da travišč z takšno rabo, kot jo zahtevajo Stelniki, je v Sloveniji dosti več, saj že teh 77 hektarov je fokusiranih izključno na mokrotna travišča, vemo pa, da imamo v Sloveniji tako mokrotne kot suhe Stelnike. Naslednja stvar je ta, da tudi ukrepi niso prostorsko usklajeni glede na različne kmetijske prakse, ki so potrebne za ohranjanje teh različnih tipov travišč. Najbolj znan vsem verjetno primer je ta, da kjer se že v obstoječi shemi cone vpisa KOP ukrepa VTR in MET prekrivata.
seveda pri tem, da je v vsakem od obeh omenjenih ukrepov so kmetijske prakse, ki jih obravnavajo, precej različne in tudi travišča, ki so vključene v to, se razlikujejo med seboj. Naslednja stvar je tudi pomanjkljivo upoštevanje različnih naravno-geografskih razmer v Sloveniji, namreč samo omenila bi, da isti tip travišča lahko v posameznih v različnih regijah Slovenije zahteva nekoliko različno rabo. Tretji nivo je organizacijska neustreznost, tu samo izpostavim 3 stvari, to so za kmete dokaj zahtevni pogoji upravičenosti, neustrezna višina plačil in kontrola izvajanja, predvsem pa zelo pomembno, nezadostno, praktično bi rekla skoraj nično vrednotenje uspešnosti predpisanih kmetijskih praks, ki so zajete v posameznem ukrepu. Zato je naš predlog, da se shema v bodoči SKP na novo zasnuje, in sicer tako, da bi ukrepi temeljili na ciljno naravnanih, rezultatsko usmerjenih ukrepih. In naš predlog prenove kot izhodiščni element te nove zasnove vključuje tip travišč. Se pravi, da temelji na tipu in strukturi vegetacije, pri čemer je tip travišča definiran kot travišče, na katerega so vezani različni habitatni tipi in rastlinske in živalske vrste, ki pa imajo podobne ekološke potrebe. Namreč velika raznolikost travišč v Sloveniji je pogojena z več dejavniki, tako abiotskimi kot biotskimi, in tukaj bi omenili mogoče 4 najpomembnejše abiotske dejavnike, ki karakterizirajo travišča v Sloveniji. Namreč travišča se razlikuje na vlažnost tal, kar pomeni, da imamo v Sloveniji tako suha kot polsuha, do vlažna in mokrotna travišča. Glede na hranljivost tal imamo oligotrofna, mezotrofna, eutrofna travišča. Travišča se razlikuje na pH-ju, imamo travišča na bazični podlagi kot travišča na kisli podlagi. Razlikuje se glede na globino in teksturo tal, so travišča na plitkih oziroma globokih tleh, travišča, ki so na kamnitih, peščenih ali kakršni drugačni podlagi. In če si zdaj zamislimo samo kombinacijo teh 4 abiotskih dejavnikov, vidimo, da dejansko s permutacijo takšnih kombinacij dobimo ogromen nabor različnih tipov travišč. In če imamo tak velik nabor različnih travišč, je logično, da potrebujemo tudi različne ukrepe zanje, za ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske pestrosti. Zato bi v našem predlogu nova zasnova teh ciljno naravnanih in tudi rezultatsko usmerjenih ukrepov izhajala iz tega, da bi se v posameznem območju opredelilo naslednje stvari. In sicer najprej bi bilo treba definirati sploh ciljne tipe travišč v posameznem območju, na katere z vidika izboljšanja biotske pestrosti ciljamo znotraj območja. Potem je treba definirati kazalnike oziroma indikatorje ugodnega stanja teh ciljnih tipov travišč in pa tudi metode, s katerimi bi spremljali stanje teh indikatorjev. Seveda to takoj nas naveže na to, da dejansko bi z takšnim pristopom bilo potrebno začeti uvajati rezultatske in mešane sheme, ne tako, kot je v bodoči shemi, kjer imamo izključno ukrepe zasnovane na predpisanih kmetijskih praksah. Potem definitivno je potrebna naslednja stvar je spremljanje stanja teh kazalnikov za različne tipe travišč. Opredeliti je treba smernice za priporočljivo rabo, in sicer za vsak posamezni ciljni tip travišča. Namreč pomembno je to predvsem zavedati se moramo, da naš cilj je izboljšanje stanja biotske pestrosti, ker stanje se je v zadnjih 2 desetletjih izrazito poslabšalo, kar pomeni, da malo je površin, ki so tako v ugodnem stanju, da gre zgolj za ohranjanje, in kjer gre zgolj za ohranjanje, neke take smernice upravljavcem oziroma kmetom niso nujne, ker jih sami dobro vedo, kako morajo gospodariti. Medtem ko, če gre pa izboljšanje, pa velikrat
potrebno tudi smernice oziroma kmete nekako usmeriti v rabo, da dosežemo cilj, ki si ga zastavljamo, da se pač stanje izboljša. Prav tako je treba prostorsko uskladiti izvajanje ukrepov, ki so v območju opredeljeni kot ključni tako za ohranitev kot vzpostavitev tega ciljnega stanja, če gre za izboljšanje stanja na teh različnih tipih travišč. To je tako v osnovi predstavljen koncept, kako si mi kot raziskovalci oziroma biologi gledamo na to novo shemo. Seveda je to zgolj koncept, kako bi se potem ta nova shema zastavila. Za podrobnosti pač danes ni časa, tako da predstavljamo zgolj koncept te nove sheme in kako mi gledamo na to novo zasnovo. Seveda, vsaka nova noviteta ima prednosti kot slabosti. Prednosti te prenove se mi zdi, da so z našega vidika predvsem te, da bi te naravovarstvene cilje, se pravi ohranjanje oziroma izboljšanje biotske pestrosti travišč, dosti bolje lahko dosegali, predvsem zato, ker je za različne tipe travišč zelo težko predpisati enotno kmetijsko prakso. Namreč take, nekako bi rekla, skoraj banalne primere imamo sedaj v obstoječih naravovarstvenih 4 KOP ukrepih, kjer je recimo samo primer HAP ukrepa, da praktično se enotna kmetijska praksa predpisuje za 20.000 hektarov različnih tipov travišča. Takšna je pa ciljna vrednost popolno. Vemo, da v conah teh ukrepov so izjemno raznolika travišča, praksa je pa praktično enotna, razlike so izključno samo v datumih košnje. Prav tako bi se v prenovljeni shemi upoštevali lokalne naravno-geografske razmere, pač zaradi tega, ker se bi ciljni tipi travišč po območjih definirali in tudi kazalniki zanje. Z uvajanjem rezultatskih in mešanih shem bi po naše dosegli večjo zavzetost kmetov pri izvajanju kmetijskih praks, saj so potem prakse za njih dosti bolj fleksibilne, ker nimajo nekih predpisanih oziroma minimalno predpisanih zahtev. Hkrati se s takimi shemami je seveda dosežemo tudi to, kar je zelo pomembno, da je zelo jasna povezava med plačilom, ki ga kmet dobi, in pa naravovarstvenimi učinki teh kmetijskih praks. Nenazadnje dosežemo dejansko večjo ciljno naravnanost ukrepov tako na vsebinski, prostorskem in organizacijskem nivoju. Je pa res, da ta nova zasnova ima tudi pomanjkljivosti, vsaj v tem smislu, takšen, kot smo si ga mi zamislili. Namreč, če bi hoteli ciljno definirati travišča po območjih Slovenije, je problem pomanjkljivih podatkovnih podlag, tega se zavedamo. Bistvene podatkovne podlage pri tem bi bila kartiranje habitatnih tipov in pa fitocenološki popisi. Seveda, kartiranja, slaba stvar je, da v Sloveniji vemo, da so kartiranja prostorsko in časovno omejena, imamo jih samo za določena območja Slovenije, prav tako so bila tudi časovno v zadnjih desetletju različno razporejena. Metoda kartiranja je tudi precej bolj subjektivna, kot pa so popisi vegetacije. Vendar tudi te so prostorsko in časovno omejeni. Nimamo narejenih popisov za vse tipe travišč v Sloveniji, še zdaleč ne. Čeprav je teh popisov precej, lahko rečem skoraj ogromno, je pa le tudi eden dejavnik ta, da so javno omejeno dostopni. Naslednja pomanjkljivost te nove sheme je ta, da imamo v Sloveniji pač omejene kadrovske kapacitete, se pravi, nimamo dovolj ljudi, ki bi lahko fitocenološko evidentirali tipe travišč v teh belih listah Slovenije. Namreč poudarila bi tu rada to, da vsekakor bi se fokusirali predvsem najprej na Natura območja, vendar sem namenoma ta Natura območja pustila v oklepaju, zato ker bi rada poudarila to, da zasnova oziroma shema novih ukrepov je nujna tudi izven Natura območij.
zaradi tega, ker glede na to, kljub temu, da vemo, da je v Sloveniji 38% površine vključene v omrežje Natura 2000, je glede na to, da je v zadnjih 16 letih, kar smo vstopili v EU, se stanje izjemno poslabšalo. In kar pomeni, da teh 38% verjetno ne zadošča več za genetsko povezljivost populacij ogroženih in tudi vseh ostalih vrst. Morebiti je zadostno za kakšne zelo mobilne vrste, kot so ptice ali pa rastline vetrocvetke, medtem ko za slabo mobilne vrste, kot so žuželke, ostali nevretenčarji ter žužkocvetke, pa sigurno skoraj zagotovo to omrežje ne zadošča več za izpolnjevanje tega pogoja. Nenazadnje je pomanjkljivost tudi finančne omejitve za takšno izvedbo, kot vemo, če bi tega ne bilo, bi verjetno imeli že popisano celotno Slovenijo oziroma vsaj Trbišča. Zato predlagamo neko rešitev, možne rešitev več, predvsem, če bi se lotili na podlagi obstoječih podatkovnih podlag in izpolnitve teh belih lis, kjer tega nimamo, bi mogli ciljno načrtovati to fitocenološko evidentiranje teh tipov travišč in sicer postopno v nekaj letih bi bilo to mogoče, da bi pridobili vsaj izhodiščno stanje, ko je enkrat to narejeno, pa potem te ukrepe dosti lažje aplicirati in jih potem tudi izvajati in spremljati. Prav tako bi lahko uporabili rezultate nekaterih projektov, kjer se pilotni študija že testira določene stvari. Eden takih projektov je ta prvi CRP, ki imam tle navedenega, ki se je ravno zaključil. V tem CRP-u smo že pripravili nabor kazalnikov oziroma indikatorjev za oba tipa suhih submediteranskih travišč. Prav tako smo tudi testirali že rezultatski ukrep oziroma mešane sheme, kako so sprejete pri kmetih. Potem je tle novi CRP, ki se je ravnokar začel ta mesec, to je drugo omenjeni, v tem CRP-u bomo prav tako poskušali združevati nekako te habitatne tipe rastlinske in živalske vrste s podobnimi ekološkimi potrebami v neke skupine in na podlagi teh skupin definirati dejansko ukrepe za ta travišča. Hkrati bomo pa gledali, da bodo ti ukrepi ne samo trajnosti stališča ohranjanja biotske pestrosti, temveč da bo tudi za kmete ugodna ekonomika oziroma pridelava. Eden od takih projektov je še tudi projekt Bidrex, kjer se nekaj podobnega dela, sicer bolj na teoretičnem nivoju, se tudi združuje, nekako poskuša oblikovati te skupine rastlinskih živalskih vrst s podobnimi ekološkimi potrebami. Tu je pilotno območje Ljubljansko barje, sicer je ta pilotna študija bolj teoretske narave, ampak bo ravno tako prinesla določene rezultate, ki bi se jih dalo uporabiti. To je nekako koncept te idealne, po naše nekako bolj idealne rešitve. Druga možnost, ki pa je po naše manj učinkovita rešitev za izboljšanje biotske pestrosti v kmetijski krajini, je pa prenova obstoječih naravovarstvenih ukrepov. Fokusirala bi se predvsem na te 4, HAP, MET, VTR in STE. Če bi slučajno se zgodilo, da v bodoči SKP te ukrepi bodo, da jih bo mogoče opisati, potem je ta prenova zagotovo nujna. Ključni problem je seveda prostovoljni pristop, če tudi so ukrepi ustrezno zasnovani in delno bi lahko mogoče to rešili s tem, da bi določene kmetijske prakse, ki sem jih prej omenila, že ki najbolj negativno vplivajo na biotsko pestrost, vključili v pogojenost ali pa v natura plačila. Zdaj bi pa v nadaljevanju sam še na hitro predstavila, kako smo si mi zamislili to predlog vsebinske prenove teh naravovarstvenih ukrepov. Predstavljam zgolj vsebinsko prenovo, ki je osnova potem za seveda tudi prostorsko in organizacijsko prenovo. Fokusirala se bom samo na te 3 ukrepe, ki so tle navedeni, HAP, MET in STE, ker prenova ukrepa VTR bo predstavljena v nadaljevanju današnje delavnice.
Najprej bi si pogledali ukrep HAP. Tle imamo 3 stolpce. V prvem stolpcu so navedene aktivnosti, ki so že v zeleni barvi, so tiste, ki že jih obstoječi HAP vključuje. V drugem stolpcu je obstoječe stanje, v tretjem pa naš predlog prenove. In sicer, če na hitro preletimo, v HAP ukrepu bi, kar se tiče obvez glede datumov košnje, ostalo takšno, kot je sedaj, medtem ko bi obstoječi HAP dopušča tudi pašo po 30. juniju. Seveda to zahtevo bi spremenili, in sicer tako, da bi bila paša, naš predlog je, da bi bila paša dovoljena izključno samo na suhih traviščih, na karbonatnih tleh, z zelo majhno obtežbo, maksimalno 0,3 glav živine na hektar na leto. Hkrati predlagamo, da na teh pašnikih potem tudi ni dovoljeno dohranjevanje živali, zato ker dohranjevanje vemo, kaj pomeni, dodatno lokalno teptanje travišča, hkrati se vnašajo hranila in pa mogoče tudi semena neželjenih rastlinskih vrst, ki se prenesejo z hrano, ki se prenese na pašnik. V okviru gnojenja, ki je bila doslej obveza v obstoječem HAP-u, da se gnoji lahko do 40 kg dušika na leto, na hektar, to gnojenje bi ukinili, da gnojenja z organskimi gnojili na teh travnikih ni dovoljeno. Uporaba mineralnih gnojil ostane pač nespremenjena, tako kot sedaj tudi v bodoče ne bi bila dovoljena. Izbirna zahteva s pravilom mrve stravinja predlagamo, da bi postala obvezna zahteva. Potem nepokošeni pas, ki je prav tako izbirna zahteva v HAP-u, teh 5 do 10% površine travnika, ki bi se naj puščalo, bi predlagali, da bi šlo to v obvezno zahtevo, lahko bi ga pa vključili tudi kot element ekosheme, ki je pač sicer enoletna, ampak to je stvar debate še. Prav tako bi predlagali, da bi nepokošena površina, ki se gosti naslednje leto, obsegala ne 5 do 10, temveč 30% površine travnika. Te nepokošene površine se morajo seveda med leti izmenjevati na travniku, ne smejo biti vedno na istem delu, vsekakor je pa zaželeno, da niso v to vključeni najslabši robni deli travnika, kjer je vpliv iz sosednjih zemljišč lahko zelo velik. Prav tako bi predlagali, da travniške površine, ki so večje od 1 hektara, se pušča mozaik nepokošenih površin, ne pa strnjenega dela. Potem bi pa še predlagali, v tej plavi barvi smo pa oblikovali čist novo zahtevo oziroma novo aktivnost, ki smo jo poimenovali HAP Bio, ki bi bila kot obveza. In sicer v to so vključene ravno te kmetijske prakse, ki najbolj negativno vplivajo na biotsko pestrost. Tle so naštete v 3. stolpcu, verjetno jih ne rabim posebej razlagati. Te bi bile lahko vključene kot obveza se pravi v HAP-u, lahko bi pa tudi nekatere od njih recimo vključili v pogojenost, recimo proravanje je že v kosu 10 oziroma gajko 10, prav tako bi lahko izsuševanje vključili v gajek 2. Če pa se bo v bodoči SKP zgodilo slučajno, da bi v gajku 9 bile ne samo vključene njive, temveč tudi travišča, potem bi pa tudi ostale te prakse lahko vključili tja. Pri prenovi operacije traviščnih habitatov metuljev je tudi nekaj sprememb, in sicer že pri sami obvezi košnje, odslej je bila dovoljena med 15. junijem, ni bila dovoljena med 15. junijem in 15. septembrom, se pravi, se je lahko kosilo spomladi ali jeseni. Naš predlog je, da bi košnja ne bi bila dovoljena do 31. avgusta. Prav tako paša sploh ne bi bila zaželjena na teh traviščih. Predlagamo tudi, da bi se doreklo oziroma višino košnje, nekako 10 do 15 cm nad tlemi. Potem obstoječa obveza teh puščanja nekošenih površin bi veljalo enako kot v prvi zahtevi, da se pač ta nepokošena površina pokosi naslednje leto po 31. avgustu.
potem, da če so površine večje od 10 hektarov ali več, se prav tako, kot je že v obstoječi zahtevi, pušča mozaično te nepokošene površine, se pravi nestrnega dela, s tem, da zaradi te zahteve, ki je bila navedena zgoraj, da se pušča 30% nepokošenih površin, je pač tokrat to pomeni, da skupna površina teh nepokošenih delov znaša 3 hektare oziroma več, je travnik večji kot 10 hektarov. Prav tako bi veljalo še vedno, da se te nepokošeni pasovi ne smejo biti 2 leti zaporedoma na istem delu. Dodali bi še to, da pač ta površina nikoli ne sme biti najslabši, to je robni del travnika. Pol je pa tle še ena taka specifična zahteva, ki jo bi morebiti malo razložila. V primeru prisotnosti nekaterih vrst, ki imajo gregarne predadultne stadije, se bi pač letno bi bilo fino, če bi se letno določila površina, ki ostane nepokošena. Kaj to pomeni? To pomeni, da to so vrste, katerih recimo jajčeca ali ličinke oziroma gosenice živijo v velikih skupinah in v teh skupinah lahko živijo od poletja preko zime do pomladi. To je zelo dolg čas in glede na to, da so to velike skupine in da so večinoma te vrste vezane na rastlinske vrste, ki so zelišča, niso trave, ki so nekako velikokrat enakomerno, bolj ali manj enakomerno razporejene po travišču, ampak to so vezane zelišča, ki so zelo velikokrat redka ali pa skoncentrirana na določenem delu travišča, kar pomeni, da z morebitnim odkosom bi teh zelišč, na katerih so recimo gnezda teh skupinskih stadijev, ki živijo v skupinah, bi lahko nekako z enkratnim odkosom že skoraj uničili velik del lokalne populacije. Prav tako bi predlagali, da se izbirna zahteva glede, da se pokošena vegetacija odstrani s travnika v obliki suhe mrve, da bi postala obvezna zahteva. V ta obstoječi ukrep je že tudi vključeno gnojenje in mulčenje, ki je prepovedano vse leto, to bi ostalo nespremenjeno, bodisi v okviru ukrepa KOP ali pa, če bi se to zgodilo, da bi se travišča vključila v GAJEK 9, potem bi morebiti to lahko izvajali tudi v okviru pogojenosti. Tudi pri tem ukrepu smo uvedli neko novo aktivnost, ki smo ga imenovali tokrat MET-bio, kot obvezo. So spet navedene te najbolj nekako negativne kmetijske prakse. Pri tem smo dodali še, poleg tega, kaj na travniku ne bi bilo dovoljeno, smo dali tudi željo, da bi se ročno odstranjevalo morebitne prisotne tujerodne rastlinske vrste in sicer na samem travniku, medtem ko, če gre za robne dele travnika, za pojavljanje teh tujerodnih rastlinskih vrst na robnih delih travnika ali pa v obliki večjih zaplat na travniku, se to lahko vsekakor kosi tudi strojno. Potem je še ukrep stelnik. Ukrep stelnik je v obstoječi programskem obdobju bil že enkrat spremenjen leta 2016, zato tu v obstoječi shemi ni velikih sprememb, se pravi, datum košnje ostane enak, površina, ki se kosti, ostane enaka, z dodatkom tem, ki sem ga omenila že pri MET ukrepu, se pravi, to letno določene površine, kjer živijo te žuželke z larvalnimi stadiji, ki živijo v velikih skupinah. Obvezno spravilo travinja je v obstoječem stelniku, tu bi dodali samo še to, da to spravilo travinja velja v obliki suhe mrve. To, da isti del gerka ne sme biti nepokošen 2 leti zaporedoma, ostane enako. Določili smo tudi novo višino košnje, potem prepovedi obstoječi, ki veljajo, kot so gnojenje, mulčenje, paše, nasipavanje, zatravljanje z tržnimi travnimi mešanicami ali travno-deteljnimi oziroma deteljno-travne mešanice, so že v obstoječem ukrepu, to bi ostalo nespremenjeno ali šlo v GAJEK 9. Dodali smo še pa spet novo aktivnost, to je STE-bio. Spet tu so enako kot pri prejšnjih 2 ukrepih navedene najbolj
negativne te kmetijske prakse in pa enako kot pri ukrepu MET je dodano to ročno stranje ITRV. Dodali smo pa še 2 nove aktivnosti, ker v operaciji Stelniki seveda niso le travniki, so izjemno različni tipi travišč in smo dodali tudi aktivnosti za nizka barja in pa visoko šašje. In sicer si predstavljamo, da za obe ta tipa travišč velja vse, kar je bilo doslej navedeno pri tudi travniških stelnikih. Dodali bile spremembe, to je to, da pri nizkih barjih je košen lahko le na vsake 2 do 3 leta, odvisno pač od namočenosti tal. Pri visokih šašjih gre pa v bistvu za 2 dodatni zahtevi oziroma predloga, ker imamo v bistvu nekako 2 tipa tega visokega šašja. Eno visoko šašje, ki je bolj na takih polvlažnih tleh. To so te širokolistni šašji, pri katerih je problem potem, da ko jeseni poležejo ali pa če to se zgodi v kakem neurju, praktično naredijo nekako zastirko, skozi katero potem težko poženejo spomladi nove rastline in zato bi pri tem tipu šašja uvedli obvezo, da se kosi vsako leto, enako kot pri travnikih. Medtem ko pri ozkolistnih šašjih, ki so pa bolj na mokrotnih tleh oziroma v močvirjih, kjer ne prihaja do tega pojava, bi pa bilo dovolj, da bi se pokosilo enkrat v obdobju vpisa in tudi ne bi bilo nujno, če pač nivo vode ne dopušča, se tudi ni nič narobe, če se sploh ne pokosi. To je na hitro predstavitev še predlagane prenove teh 3 ukrepov. Poudarila bi rada, da je to zgolj predlog in zasnova vsebinske prenove, na kateri bi potem mogla temeljiti tudi prostorska in organizacijska prenova. Toliko z moje strani. Najlepša hvala za posluh. Hvala lepa, Tatjana. Evo se slišala, da so takole. Se slišimo v redu. Hvala lepa za izčrpno predstavitev, ki je tudi kot nek tak uvod v ta prvi sklop, se mi zdi, se pravi en tak pogled na obstoječe ukrepe, ki se pač izvajajo na območju Natura 2000 za travinje. Videli smo nekako 2 scenarija, torej enega z bolj, bom rekla, celovito prenovo, torej opustitvijo obstoječih ukrepov in dejansko novim načinom načrtovanja, ki izhaja iz habitatnih tipov oziroma vegetacijskih tipov, oziroma, čeprav razumem tak drug, bolj suboptimalen scenarij, pač neka korenita prenova obstoječih ukrepov. Zdaj, kakih vprašanj v čatu ni bilo zaenkrat, lahko pa, če se kdo želi javiti k besedi, imamo še nekaj minut v tem sklopu, tako da lepo vabljeni za kak komentar. Okay, ni nobene dvignjene roke. Aha. Mateja, izvolite. Jaz sem tole predstavitev zelo podrobno poslušala, pa bi rada v bistvu samo par stvari mogoče komentirala, oziroma spodbudila k razmišljanju. Zdaj, Tatjana je že povedala v bistvu tudi določene pomanjkljivosti, kar se tiče rezultata. Ampak jaz bi mogoče šla na začetku mogoče še en korak nazaj. Sicer kaj pravzaprav je naše izhodiščno stanje oziroma kaj si želimo, ne? Dejstvo je, da v bistvu stanje tovrstnih habitatnih tipov je slabo, da se v bistvu še poslabšuje in da je ukrepanje v bistvu nujno.
Se pravi, v večji meri, kot je bilo zagotovljeno zdaj in tudi se pravi, ja, na večjih površinah in v bistvu tako. Skratka, mi nimamo časa za posebnim čakanjem in tako naprej. Da bojo kmetje tisti, ki bodo ukrepe izvajali. Tako da to mogoče v bistvu za kot izhodišče, ki je pravzaprav svet in kakšna je naša naloga. Zdaj pa, če kratko komentiram te recimo težave v zvezi z Resolve-Based. Ta Resolve-Based pristop je v bistvu zelo dober pristop. Jaz verjamem, da vsi danes tukaj zbrani se strinjamo, da je treba ga razvijati in ga je treba v čim večji možni meri v bistvu tudi postopno začeti vpeljevati. Ampak tako, kot je že Tatjana povedala, v bistvu je tukaj kar nekaj težav, o katerih pravzaprav jaz mislim, da se moramo začeti pogovarjati. Tako da v bistvu vprašanje ni, ali Resolve-Based da ali ne. Tukaj jaz verjamem, da se vsi strinjamo, da Resolve-Based da. Ampak moramo se pogovarjati, kako bomo pravzaprav preskočili vse te ovire, ki nas pri vpeljavi tega pristopa pravzaprav v prihodnje čakajo. Zdaj, Tatjana je v bistvu zelo lepo že nakazala na par težav. Jaz sem si jih tudi tukaj zapisovala, tisto, kar jaz vidim, recimo, ne. Eno je to, se pravi, kje se bo pravzaprav ta ukrep oziroma vse te dejavnosti se bo financiral, skratka, kje bomo dobili denar, koliko ga bo, ali ga bo zadosti in tako naprej. Druga stvar, ki sem jo tudi že prej malo nakazala, ali imamo čas, da vse te, bom rekla, podatke pripravimo, vse v bistvu tehnikalije, ki sodijo k pripravi takega ukrepa, da lahko potem dejansko recimo ukrep se začne v praksi izvajati, ne. Potem tretja stvar, ali imamo dovolj strokovnjakov, tudi o tem je v bistvu Tatjana danes že govorila, ne. Slovenija je majhna, imamo strokovnjake, ampak recimo, če gremo na neke, bom rekla, large scale ukrepe, kjer bi bilo treba v bistvu pač pridobiti podatke za večje površine, ali imamo v bistvu dovolj strokovnjakov, ki bodo sposobni te podatke pridobiti, zagotoviti in tako naprej. In ne nazadnje, ne, kar tudi ni zanemarljivo, je pa potem v bistvu ali imamo pravzaprav v vseh, bom rekla, podpornih službah, ki so pomembne ali pa ključne za izvajanje tega ukrepa, ali imamo pravzaprav dovolj predvsem kadra. Tukaj mislim predvsem recimo na kmetijsko svetovalno službo. Result-based dosti več, bom rekla, zahteva inputa, sodelovanja z kmetom, se pravi, ni več, bom rekla, tega bolj množičnega pristopa, ampak v result-based prehajamo bolj na individualni pristop, večkrat mogoče je treba iti tudi kmeta obiskati, se z njim pogovoriti in tako naprej. Potem, zato da ukrep kmet dobro izvaja, ne, je treba v bistvu zagotavljati tudi stalno podporo strokovnjakov, ko recimo se ugotovi, da gre v izvajanju nekaj narobe, ne, v bistvu seveda je zelo dobrodošlo, da strokovnjak pove, pa svetuje, kaj in kako naprej. In ne nazadnje tudi v bistvu vse te strukture, ki so potem povezane z samo, bom rekla, kontrolno službo, na kak način se recimo podatki pridobijo, na kak način jih kontrola prevzame, a jih upošteva, jih ne upošteva, skratka, cela gora potem tudi nekih drugih tehnikalij, no. Tako da jaz mislim, da pravzaprav, ko se pogovarjamo o result-based, ne, jaz mislim, da moramo najprej se pogovarjati in si odgovoriti in razjasniti v bistvu ta vprašanja, ki so ključna. Zaradi tega, ker če bomo šli iz obratne smeri, da bomo vsebinsko pripravljali ukrepe, ne. Jaz verjamem, da v bistvu vsi strokovnjaki, danes vas je tudi tukaj zelo veliko, jaz absolutno sploh ne dvomim, da ne bojo pripravljeni strokovno, korektno, potrebno in tako ukrepi, ne. Ampak tam, kjer se bojo kopja zlomila, ne bodo v bistvu na stroki, ampak bodo na nekih drugih stvareh, o katerih v bistvu sem ravnokar govorila, ne. Se pravi, ali bo dovolj denarja, ali bo dovolj časa, ali bomo imeli dovolj strokovnjakov, kako bo s kontrolo, kako bo v bistvu z vsemi temi stvarmi, no. To se mi zdi v bistvu ključno. Tako da zelo na kratko mogoče še komentar na tole v nadaljevanju, ki je bila predstavljena prenova ukrepov. Jaz mislim, da v bistvu v tem hipu nismo tako daleč oziroma nima smisla se spuščati v podrobnosti teh predlogov, ki jih je predstavila Tatjana.
Jaz lahko samo povem, da v okviru IP Life projekta, ki poteka, so pravzaprav revizije vseh teh ciljnih naravovarstvenih ukrepov že bile narejene, oziroma so pač v fazi, bom rekla, tudi v bistvu strokovnjaki so bili povabljeni k sodelovanjem in so tudi v bistvu moramo sodelovati, tako da v bistvu to se pripravlja. Tako da bi pa v zvezi v bistvu z, bom rekla, prenovo ukrepa še enkrat opozorila. Dejstvo je, da bomo cilje dosegali na privatnih zemljiščih, zato je treba tudi v luči, bom rekla, izvedljivosti pogledati stvari. Pogovarjamo se o KOPOP ukrepih, ki so sistemski ukrepi, veljajo za celo Slovenijo praviloma, oziroma za pač neka manjša območja znotraj v bistvu države. Ne pogovarjamo se o nekih drugih mehanizmih, kot so, pogodbena varstva in tako naprej, kjer pravzaprav so pa pristopi ali pa možnosti v bistvu ukrepanja bistveno, bom rekla, bolj široki oziroma imamo pač večji nabor možnosti, kot recimo v nekem sistemu KOPOP-a, o katerem se pogovarjamo. Tako da tokle je mogoče za začetek. Hvala, Mateja. Zdaj smo že kar čez uro, tako da mogoče samo strani Tatjane, če želiš eno kratko repliko na to. Zdaj Mateja izpostavlja kar nekaj pomanjkljivosti, ki si jih tudi ti identificirala v predstavitvi. Jaz bi mogoče se samo na eno odzvala. Namreč v okviru zadnjega CRP projekta, v okviru katerega smo testirali tudi pripravljenost kmetov za sprejem rezultatskih shem na 2 območjih, in sicer na Halozah in Krasu, smo se pogovarjali precej tudi o tem problemu. Se pravi, osnovni problem je bil, kako zagotoviti, da se pravi, ali pri kmetih čisto konkretno, ko smo preden se bomo z njimi začeli pogovarjati, ali jim pač ali naj kmet že ima informacijo, ali so njihovi travniki oziroma kateri od njihovih travnikov so pač ustrezni za vpis v te ukrepe, če so rezultatski, ali ne, ali je pač na kmetu, da to identificira. In smo ugotovili, da seveda bi bilo bistveno boljše, da je ta prva možnost, torej da ima kmet to informacijo. Pomembno pa je seveda tudi z vidika sprejemanja uspešnosti. In tle smo se potem pogovarjali, da zaradi omejitev čisto kadrovskih, da pač v enem letu seveda je nemogoče popisati, skartirati vsa območja v Sloveniji. Bi bilo pa možno, če se to počne sekvenčno. Se pravi, če v programskem obdobju, ki je 6 oziroma 7 let trajajoče, če se v tem obdobju Natura območja razdeli na 7 ali 6 ali kakorkoli in se vsako leto popiše en del območij, pride pa potem sistematično vsako območje enkrat na programsko obdobje na vrsto, je pa to verjetno in finančno in organizacijsko pa bistveno bolj, bom rekla, izvedljiv zalogaj in je pomembno tudi z vidika uspešnosti spremljanja ukrepov, ker na ta način dobimo med programskimi obdobji tudi primerjavo, kaj se v bistvu konkretno na nivoju posameznih površin dogaja. Spravi, ali se stanje izboljšuje, ali se ne. In lahko tudi z vidika, bom rekla, čist spremljanja uspešnosti ukrepov naredimo bistven korak naprej. Tako da jaz bi rekla, da verjetno kljub temu je ta problem možno nasloviti, ampak jasno, ne v letu 2, ampak če se pač razdeli ta območja na neke bolj obvladljive enote. Zdaj sem sicer že jaz pokurila kar nekaj časa. Tatjana, zelo na kratko, če bi še ti, potem pa res moramo naprej.
Ne, nimam kaj danes komentirati, povedano je bilo, kaj so pomanjkljivosti, Mateja je o njih malo več razpredala v ozadju, jaz pač nisem, zato ker ni bilo časa, jaz bi pač sam rekla to, da to, kar si povedala, da definitivno o tem je treba razmišljati, dalo bi se to, izziv je res velik, dalo bi se narediti nenazadnje, če smo vedno pri kadrih in financah, tudi outsourcati se da nenazadnje, če ugotovimo, da nas v Sloveniji ni dovolj. Da, to je ena od možnosti, kar se pa tiče ostalih podrobnosti, pa mogoče ne bi zdaj rajši na koncu, če bo še kaj časa, pa rajši prepustim besedo naprej. Okay, hvala lepa, Tatjana. Bi še jaz sem dodal, predvsem je stvar razmisleka in pa seveda odločitve. To je velik zalogaj, vendar mora biti to odločitev, ali gremo pač v tak postopek, da se poskuša malo bolj dolgoročno reševati problem upada biodiverzitete, ali pa samo blažimo ta upad in ga počasi pač prestavljamo s sedanjimi ukrepi v prihodnost. Skratka, to je velik časovni in finančni zalogaj, zato pa je to v bistvu odločitev in razmislek celotne družbe oziroma tako stroke kot potem politične odločitve. Če pride do te odločitve, potem se to da izpeljati, seveda ne takoj, kar je bilo tudi povedano. Toliko, hvala. Hvala lepa.